Spoštovane članice in člani stranke Solidarnost, simpatizerke in simpatizerji in vsi, ki ste se danes udeležili ustanovnega kongresa stranke. Najprej se zahvaljujem za zaupanje, ki ste mi ga izrazili z izvolitvijo v predsedstvo naše danes formalno ustanovljene stranke. Upam, da bom to zaupanje skupaj z dvema drugima članoma tega organa upravičila, tako da bomo v prvem obdobju delovanja skupaj z vsemi aktivnimi člani in članicami umestili stranko na politični zemljevid Slovenije. Za seboj imamo sicer kratko, a zelo intenzivno in tudi zelo posebno obdobje svojega nastajanja. Stranka je za razliko od drugih političnih strank nastala kot odraz neposredno izraženega nezadovoljstva državljanov, ki smo se najprej zelo spontano angažirali in nekajkrat množično pokazali, da oblast, ki vodi bodisi lokalne skupnosti, bodisi državo, ne deluje v dobrobit ljudi, ki v njej živimo, in da v naših očeh ni legitimna. Tako kot je bilo v preteklih mesecih pomembno, da smo prerasli spontanost civilno-družbenega delovanja ter z oblikovanjem temeljnih dokumentov formalizirali svojo politično platformo, bo v naslednjih mesecih pomembno, da bomo vsebine in oblike svojega delovanja predstavili javnosti ter da se bomo povezovali z ljudmi v vseh koncih Slovenije. Solidarnost v imenu naše stranke ni le želeni ideal, temveč smo jo kot vrednoto vgradili v njena programska izhodišča. Sodimo, da je tako pomembna in hkrati tako odsotna iz politike v naši državi, da jo je potrebno izpostaviti kot smernico in kot nujni element našega skupnega delovanja na vseh področjih, ki jih lahko programsko zajame politična stranka. Če se v danem trenutku mnogim zdi, da skupnost državljanov Slovenije občuti stanje vseobsegajoče anomije in hkrati nemoč, da bi jo zmogli obvladati, smo se prav zaradi tega odločili, da je potrebno stopiti skupaj in poiskati možnosti, kako to stanje preseči. Nismo skupina idealistov, ki bi rada klatila zvezde z neba. Nasprotno, zmoremo realistično in strokovno oceniti, kaj je narobe v tej družbi in zmoremo tudi pokazati na možnosti spreminjanja razmer. Hkrati upoštevamo, da hitrih rešitev za probleme te države ni. Tako kot so se problemi več let kopičili, bo tudi več let potrebnih za njihovo saniranje. Za mnoge načine dosedanjega reševanja težav sodimo, da so bili neustrezni, predvsem pa so poglabljali socialne prepade med peščico bogatih in množico vse revnejših. Teh razmerij ni mogoče gledati skozi optiko posameznika, temveč skozi vse mehanizme, s katerimi politika kroji razmere v državi. Naša programska izhodišča dajejo možnost za vzpostavljanje in ohranjanje različnih oblik socialne solidarnosti. Slojne, etnične, religijske, generacijske, regionalne, solidarnosti med spoloma, če omenim le nekatere. V celoti in z ustrezno samorefleksijo se zavedamo dejstva, da nastajamo iz heterogeno razmišljujočih in delujočih posameznikov ter skupin, kar nam bo zagotovo v prihodnje oteževalo naše politično profiliranje. Doslej se je izkazovalo, da zmoremo premoščati razlike in poiskati stičišča, kar je pomembna kvaliteta v političnem aktiviranju. Vse, kar je bilo doslej zapisano v programskih izhodiščih, v statutu stranke, v etičnem kodeksu in izrečeno danes na ustanovnem kongresu stranke Solidarnost, predstavlja le nujne in ne tudi zadostnih pogojev za delovanje v javni politični areni. Ali bomo uspeli zagotoviti tudi vse preostale, je odvisno od nas samih. Kot odziv vsem tistim, ki so skeptični do nas, ki so nam nenaklonjeni ali ob nastanku Solidarnosti izražajo celo odkrito averzijo do te stranke, v imenu članov in članic posredujem misel Martina Luthera Kinga, za katero sodim, da jo je primerno uporabiti ob tej priložnosti. Takole se glasi: strahopetnost sprašuje, ali je varno, preračunljivost sprašuje, ali je politično, nečimernost sprašuje, ali je priljubljeno, vest pa sprašuje, ali je prav.
In pride čas, ko moramo zavzeti držo, ki ni niti varna, niti politična, niti priljubljena. Toda moramo jo zavzeti, ker vest govori, da je pravilna. Samo s tako držo, o tem sem sama popolnoma prepričana, je mogoče zreti v prihodnost s potrebnim optimizmom. Hvala lepa. In preden prepustim mikrofon ostalima članoma predsedstva, bi se v našem skupnem imenu želela zahvaliti vsem tistim, ki ste svoje delovne in proste ure namenili organizaciji tega današnjega dogodka, pripravili vse, kar je bilo potrebno in v to vložili tudi veliko svojega strokovnega znanja. Če vas ne bi bilo, torej če ne bi bilo te medsebojne solidarnosti in prizadevanj, potem tudi današnji kongres ne bi bil tako uspešen, kot smo mu lahko priča. Hvala še enkrat.